dobrodošli nazaj na današnjem popoldanskem panelu 5. simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini, ki bo o mikrobiologiji in infekcijskih boleznih. Hvala profesor dr. Maja Rupnik, predavateljica na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in vodja oddelka za mikrobiološke raziskave na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Profesor Rupnik, takrat vam predajam besedo. Hvala lepa in sem zelo vesela, da ste me povabili, da moderiram tole sekcijo in sem na ta način tudi prišla v stik z vašim društvom. Ker pa je ura že pozno popoldne, bomo šli kar na napoved naše prve predavateljice. To bo dr. Ana Čehovin iz Univerze v Oxfordu. Ana je raziskovalka na oddelku za patologijo na Univerzi v Oxfordu in proučuje bakterijske bolezni in pa rezistenco na antibiotike. V Sloveniji je dokončala dodiplomski študij biologije in nato v Angliji nadaljevala z študijem imunologije in nalezljivih bolezni. Del magisterija je zaključila v Zahodnji Afriki, kjer je opravljala raziskave o imunskem sistemu pri bolnikih s tuberkulozo. Nato je doktorirala na University College v Londonu in po končanem doktoratu se je začela zanimati za horizontalni prenos in vpliv tega na genetsko raznolikost pri bakterijah in je delala na to temo na Imperial College London in na Univerzi v Oxfordu. Danes je del mednarodne skupine, ki se ukvarja z razvojem in širjenjem rezistence na antibiotike. Razen tega je Ana na Univerzi v Oxfordu tudi predavateljica, ki študentom medicine in pa biomedicine predava o bakterijah in njihovi pestrosti. Tako da, Ana, prosim za vaše predavanje. Vse udeležence pa vabim, da vprašanja pišejo na ustaljen način. Najlepša hvala za ta uvod. Lep pozdrav vse skupaj iz Oxforda. In najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za to priložnost, da predstavim svoje raziskave na Vtisovem simpoziju. Najprej bi samo na hitro rada opisala mojo karierno pot. Tako kot je že profesorica Rupnik povedala, sem dokončala po dokončani biologiji v Ljubljani. Sem šla v London, sem dokončala magisterij in potem tudi doktorat iz imunologije pri tuberkulozi in potem začela postdoc, kjer se predvsem ukvarjam s prevzemom DNK iz okolja in rezistenco na antibiotike. Se pravi, sem v bistvu mojo raziskovalno kariero nekako namenila tem patogenom oziroma bakterijskim patogenom in če zdaj pomislim, kateri so največji izzivi pri premagovanju nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo bakterije, so to definitivno raznolikost patogenov oziroma tudi raznolikost sevov, ki omogočajo imunsko evazijo in pa tudi povzročajo težave pri razvoju cepiv proti bakterijskim okužbam. In pa tudi rezistenca na antibiotike, oziroma ki pa tudi omogoča širjenje neozdravljivih bakterijskih okužb. In centralno pri vseh teh mehanizmih je v bistvu pretok genov med bakterijami, kar je tudi v bistvu osrednja tema mojih raziskav. Eden od teh mehanizmov pretoka genov je tudi naravna kompetenca. To je ta mehanizem horizontalnega prenosa genov oziroma sposobnost bakterij, da prevzamejo genetski material iz okolice in ga vgradijo v sam kromosom. In ta material lahko potem služi pri popravilu DNK v sami bakteriji, lahko služi pri replikaciji DNK. Če pa ta DNK iz okolja ima zapis za rezistenco na antibiotike ali pa za hipervirulentnost, recimo, in se to vgradi potem v sam bakterijski kromosom, so lahko seveda tukaj problemi. V centru tega mehanizma so pili tipa 4. To so taka zelo dolga vlakna na sami površini bakterij, ki se lateralno združujejo v take zelo malo debelejše skupke. In te pili so v bistvu prisotni pri velikem številu bakterij, največ pa pri proteobakterijah.
So zelo dinamične strukture, se služijo za oprijem na membrano gostitelja, potem služijo za bakterije, da se združujejo take bakterijske skupke, ki so zelo nujni za začetek infekcije. Služijo za trzanje gibljivosti, to je v bistvu tak mehanizem, ki ga bakterije uporabljajo za gibljivost na površinah, in pa tudi služijo pri naravni kompetenci, kot sem že omenila. In ta vlakna se stalno povečajo, pa spet stisnejo, in medtem ko v bistvu stisnejo, se pridejo v bakterijo, in če imajo na vlaknih tudi vezano DNK, tako privlečejo to DNK tudi notri v samo celico. Zdaj, veliko vprašanje pa je bilo takrat, katera molekula na samem tem vlaknu tudi lahko veže to DNK, ki potem pride v samo bakterijsko celico. In da bi lahko odgovorili na to vprašanje, smo takrat s takratnim mentorjem Vladimirjem Peličičem na Imperial College v Londonu v bistvu raziskovali ta naš vzorčni organizem, Neisseria meningitidis, po imenu tudi meningokok. Meningokok je dihalni patogen, povzroča sepso in meningitis, in sicer tako, da v bistvu preide ta dihalni epitelij, pride v krvni obtok in potem, če pride tudi v možgane, povzroči meningitis. Meningokok ima tudi zelo obsežno genetsko raznovrstnost, ravno zaradi tega, ker je sposoben, ki ima to sposobnost v bistvu vezave DNK in v bistvu prizema DNK iz okolice. Vendar je meningokok tudi zelo izbirčen, ne bo prevzel katerokoli DNK, ampak v bistvu prevzame v glavnem daje prednost svoji DNK. In kako to naredi? Tako, da prepozna eno zelo specifično sekvenco na tej DNK, ki se imenuje DNA update sequence oziroma DUS. In ta sekvenca DUS omogoča meningokokom, da prepoznajo svojo DNK v okolju, in zato se ta DUS sekvenca tudi zelo pogosto ponavlja v samem kromosomu teh patogenih Neisseria bakterij. In na tak način v bistvu ta sekvenca DUS tudi preprečuje, da bi Neisseria v bistvu vezala DNK tujih vrst, in tako tudi pomaga pri ohranjanju vrste. Se pravi, katera molekula pa je zdaj sposobna take zelo specifične vezave in prepoznavanja te DUS? Samo vlakno, kot sem že povedala, je udeleženo v privzemu in vezavi te DNK iz okolja, in samo vlakno je v bistvu sestavljeno iz velikega števila teh proteinov, in smo kot del enega drugega projekta v laboratoriju tudi sekvencirali vse te proteine v vlaknu, in smo ugotovili, da PIL-E, ki je glavna beljakovina v tem vlaknu, ima zelo, zelo veliko variabilnost. Medtem pa smo pa našli eno manjšo komponento v vlaknu, ki jo imenujemo COMP, ki je pa v bistvu zelo enaka. In smo našli identično sekvenco v bistvu v čisto vsakem kliničnem izolatu, ki smo ga pregledali. In smo zato tudi se vprašali, ali je ohranjanje take zelo specifične sekvence tega COMP-ja nujno potrebno, da ta COMP beljakovina ohrani tudi zelo specifično funkcijo. In seveda smo na to pomislili, na to vezavo DNK na površju. In to smo tudi dokazali. Uspelo nam je izolirati vlakna iz bakterije, iz meningokoka, ki vsebujejo COMP protein, se pravi so wild type, in vlakna, ki ne vsebujejo COMP proteina, in smo dokazali, da ta vlakna, ki ne vsebujejo tega COMP proteina, ne morejo vezati oziroma vežejo DNK zelo slabo. Potem smo tudi izolirali ta sam protein in smo dokazali, da specifično veže to DUS sekvenco. To smo dokazali z metodami, kot so EMSA in pa tudi SPR, se pravi Surface Plasmon Resonance, in smo dokazali, da ta protein raje veže DUS kot pa katerokoli drugo sekvenco. Uspelo nam je tudi rešiti strukturo tega proteina. Je tipični protein tega vlakna, ima tako zelo dolgo alfa-desnosučno vijačnico, ki je utrjena v sam center tega vlakna, in potem na površju ima tako beta strukturo, antiparalelno strukturo, ki je pozitivno nabita, in to predstavlja tudi to prvo povezavo DNK
s tem proteinom in tudi vlaknom. Se pravi, smo v bistvu našli protein, ki veže DNK na površju same bakterije in s tem tudi omogoča, da se ta DNK veže in v bistvu potem bakterije prevzamejo to DNK v samo celico. Ko sem zaključila ta projekt na Imperial Collegeu, sem se potem preselila v Oxford, kjer sem pa začela raziskave z gonokoki. In čeprav gonokoki in meningokoki so v bistvu del istega rodu, Neisseria, je v bistvu pa bolezen, ki jo povzročajo, izredno drugačna. Medtem ko meningokoki povzročajo sepso in meningitis, gonokoki povzročajo zelo močno lokalno vnetje v urogenitalnem traktu. In sicer popolnoma uničijo epitelij, ta celični epitelij, tako da na samo mesto infekcije privabijo ogromno nevtrofilcev, ki potem izločajo citokine in ti citokini skupaj z lipopolisaharidi, ki jih izloča bakterija, so v bistvu zelo toksični za same te človeške celice in se to skupaj podre. Gonoreja je zelo razširjena, se pojavlja tako v razvitem svetu kot tudi v nerazvitem svetu, ampak veliko jo je pa res v Afriki. In sicer tam je stopnja incidence tam nekje 50 do 60 infekcij na 1000 oseb, medtem ko v Evropi za primerjavo je ta stopnja incidence dosti nižja, recimo 7 do 8 infekcij na 1000 oseb. In to je zelo velik problem za take dežele, kot je Afrika, zaradi tega, ker zaradi virusa HIV, ker se v bistvu gonokoki in virus HIV v bistvu en drugega pospešujeta, da se čim več razširita. No, zakaj pa mene tudi gonokoki zanimajo? Zaradi tega, ker so gonokoki uspeli razviti rezistenco na čisto vse skupine antibiotikov, ki so bili kadarkoli uporabljeni za zdravljenje okužb z gonokoki. In gonokoki to naredijo tako, da imajo različne mutacije na kromosomu, ki potem spremenijo molekule na površini teh bakterij. In te bakterije potem postanejo rezistentne na beta-laktamske antibiotike, pa tudi na ostale antibiotike. Veliko rezistence pa povzročajo tudi plazmidi pri gonokokih. In sicer plazmidi so pa take krožne molekule DNK, ki nosijo zapis za rezistenco na antibiotike in se zelo, zelo hitro z mehanizmom konjugacije širijo iz bakterije v bakterijo. In ugotovili smo v naši skupini, da imajo gonokoki v bistvu dva tipa plazmidov, ki nosijo rezistenco. In sicer to je konjugacijski plazmid in pa tudi beta-laktamazni plazmid. Konjugacijski plazmid ima ta gen, lahko nosi ta gen za rezistenco na tetracikline, lahko pa je tudi brez njega. Medtem ko beta-laktamazni plazmid vedno nosi gen za rezistenco na beta-laktamazne antibiotike. In ko smo mi v bistvu preverjali, študirali to razširjenost teh plazmidov med gonokoki, smo v bistvu ugotovili, da se ta razširjenost plazmidov v bistvu zelo razlikuje med državami. Recimo, če pogledamo na populacijo gonokokov v Združenih državah ali pa v Združenem kraljestvu, je ta v bistvu precej nizka. Medtem ko če pogledamo na Južno Afriko ali pa Kitajsko, je pa tam ogromno, imajo pa tisti gonokoki tam ogromno teh plazmidov, ki povzročajo rezistenco. In ravno takrat smo tudi začenjali eno zelo zanimivo sodelovanje skupaj z Wellcome Trust inštitutom v Keniji. In smo takrat skupaj z njimi sekvencirali 103 izolate gonokokov, ki tam povzročajo okužbe. In ugotovili smo, da tisti gonokoki so ene zelo posebne nove rodne linije, ki jih ne poznamo nikjer drugje po svetu. In ugotovili smo tudi, da v bistvu večina tistih sevov nosi to rezistenco na plazmidih. Se pravi, kar pomeni, da v bistvu tisti gonokoki, ki nosijo te plazmide, so v bistvu zelo, zelo različni od tistih, ki ne nosijo teh plazmidov. In temu primerno smo potem tudi ugotovili, da je v Keniji gostota teh plazmidov zelo, zelo visoka, v bistvu najvišja na svetu. In na podlagi tega smo začeli še večjo raziskavo, kjer smo sekvencirali več kot 3700 gonokokov iz različnih držav.
In smo ugotovili, da se v bistvu ta gostota teh plazmidov, ki povzročajo rezistenco, zelo razlikuje med državami. Na tem grafu je vsaka pika država, posamezna država in je v bistvu velikost te pike sovpada z številom kliničnih izolatov, ki smo jih iz tiste države tudi sekvencirali. In kot vidite tukaj se gostota teh plazmidov je največja pri državah z nizkim BDP-jem. In to velja tako za konjugacijski plazmid, ki nosi rezistenco na tetracikline, kot tudi za beta-laktamazni plazmid, ki nosi rezistenco na beta-laktamske antibiotike. Če pa sedaj tudi primerjamo konjugacijskih plazmid, ki ne nosi rezistence na tetracikline, je pa v bistvu pojavljanje tega plazmida v vseh državah v bistvu bolj ali manj enako. In seveda smo se v naši skupini vprašali, kakšne so posledice tako velike razširjenosti plazmide pri gonokoki in kako se v bistvu, kaj to pomeni za gonokoke. Je v bistvu populacija gonokokov, ki nima plazmidov, različna od tiste populacije gonokokov, ki ima plazmide, in ali plazmidi v bistvu tudi spremenijo bakterijo v takem smislu, da povzroča tudi mogoče drugačno bolezen, poleg tega, da tudi omogoča rezistenco na antibiotike. In seveda se sedaj v skupini tudi sprašujemo, kako se ti plazmidi ohranjajo v populaciji gonokokov, katere so tiste molekule, ki jim omogočajo, da se tako zelo hitro širijo med populacijo bakterij. Zaradi tega smo tudi te plazmide kar podrobno karakterizirali in sicer smo ugotovili, da recimo imajo gonokoki 7 variant konjugacijskega plazmida, ki se v bistvu razlikujejo ravno v genih, ki jim omogočajo sam obstoj v bakteriji in pa tudi v genih, ki omogočajo prenos plazmida iz bakterije v bakterijo. Pri samem beta-laktamaznem plazmidu smo študirali v bistvu, kakšen ta gen za beta-laktamazo ta plazmid nosi, in smo našli eno subpopulacijo gonokokov, tukaj v oranžni barvi, ki v bistvu nosi gen, ki potrebuje le eno samo mutacijo, da postane ESBL beta-laktamaza. ESBL beta-laktamaza pa pomeni, da v bistvu ima rezistenco na čisto vse beta-laktamazne antibiotike, ki jih danes poznamo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so naše raziskave pokazale, da beta-laktamazni plazmid najdemo najpogosteje skupaj v isti celici kot tudi konjugacijski plazmid. In to zaradi tega, ker v bistvu konjugacijski plazmid pomaga beta-laktamaznemu plazmidu, da se širi. Se pravi, tiste populacije gonokokov, ki imajo zelo stabilno varianto tega konjugacijskega plazmida, bodo tudi zelo enostavno in zelo hitro prenašale ta beta-laktamazni plazmid. In če pride pri gonokokih do te mutacije, ki bo ustvarila ESBL beta-laktamazo, bo v bistvu ta beta-laktamaza se razširila zelo, zelo hitro med gonokoki in to bo pomenilo v bistvu neozdravljivo okužbo z gonokoki. Se pravi, mi sedaj seveda zelo intenzivno iščemo vse te molekule, ki to omogočajo, in tudi iščemo načine, kako bi v bistvu to preprečili. Hkrati pa smo tudi razvili projekt, ki smo tudi zanj tudi pred dobrim letom dobili financiranje, in sicer za razvoj cepiva za preprečitev okužbe z gonokoki. To je zelo velik projekt, ki združuje sodelovanje v bistvu med različnimi laboratoriji na svetu, tako v Združenem kraljestvu kot v Združenih državah in tudi v Keniji. Imamo laboratorije, ki se ukvarjajo s populacijsko genomiko gonokokov, laboratorije za klinično preizkušanje. Sama sem pa udeležena pri inženiringu in strukturi cepiv, ki vsebujejo te vodilne antigene. In upamo, da bomo v tekom tega projekta tudi razvili cepivo na podlagi takih mehurčkov oziroma veziklov zunanje membrane gonokoka. In sedaj smo že počasi začeli s testiranjem teh veziklov za reaktivnost proti teles, baktericidno aktivnost, in pa tudi testiramo te vezikle za zmanjšanje števila gonokokov med okužbo. Za konec bi se rada zahvalila mojim dosedanjim mentorjem,
profesorju Christoph Tang na Univerzi v Oxfordu, doktorju Vladimirju Peličiču in njegovi skupini na Imperial College v Londonu, vsem našim sodelavcem in pa tudi organizaciji Wellcome Trust, ki nas že dolgo let financira. In hvala vsem vam za poslušanje. Ana, hvala lepa za to super predavanje. Zame je bilo veliko novega in posebej všeč so mi bili filmčki, Pilo. Nisem jih še nikoli videla dejansko v akciji. Tako da zdaj vabim naše udeležence, da posredujejo vprašanje. In tukaj imamo prvo vprašanje. Ali se rezistenčni plazmidi iz gonokokov širijo na druge bakterije? Ja, dobro vprašanje. Zaenkrat za to še nimamo podatka. Vemo pa, da v samem laboratoriju lahko prenesemo ta plazmid na recimo druge bakterije, kot so Escherichia coli oziroma E. coli. Vemo tudi, da v naravi so te plazmidi zelo podobni plazmidom, ki jih najdemo pri hemofilusu. Tako da točno ne vemo, koliko se lahko širijo iz gonokokov v druge. Verjetno se lahko, če se gonokoki in druge patogene bakterije najdejo na istem področju. Ampak zdaj zaenkrat tega še nimamo tega podatka. Ja. Gonoreja je res ena taka zanimiva okužba, ki je veljala za v bistvu eno obskurno, spolno prenosljivo, zelo dobro ozdravljivo bolezen in se nam zdaj kar vrača. Tukaj zdaj eno vprašanje, Ana, ne vem, če vam bo to čisto lahko odgovoriti. Ali so še kakšne druge bakterije z razlikami v rezistenci glede na geografijo? Zdaj, težko odgovorim na to, ampak čisto zaradi tega, ker to zahteva kar precej koordinacijsko sekvenciranje in predvsem pa data te baze podatkov, ki imajo vse te sekvence teh bakterij. Tako da nam je to uspelo, ker si imamo zelo intenzivno sodelovanje ravno z v bistvu tistimi, ki so take baze podatkov razvili, za ostale pa v bistvu res ne vem. Ja. V bistvu mislim, da so zelo dobri podatki o tem dosegljivi tudi na ECDC-ju, recimo, kjer so ti zemljevidi za Evropo, recimo za rezistenco po posameznih povzročiteljih. Katere INC skupine sta plazmida, ki ste jih omenjali? Se pravi, žal v bistvu plazmidi pri gonokokih ne spadajo v INC skupine. Se pravi, niso tipizirani, ne moremo jih v bistvu kategorizirati na ta način. Ne vem zakaj, veliko časa sem namenila temu, da sem jih poskusila tipizirati, ampak problem je v tem, da je v bistvu raziskave plazmidov pri gonokokih so bile v glavnem zatrte in so v bistvu, ko so ljudje raziskovali rezistenco pri gonokokih, so se v glavnem osredotočili na mutacije na samem kromosomu raje kot na plazmide in so potem tako ostali malo pozabljeni. Ja. Tukaj imamo vprašanje, na kaj je vezana specifičnost vezanja DNA v proteinu COMP? Kako še enkrat, kako? Od kje pride specifičnost vezanja DNK v COMP? Se pravi, težko to razložim. Mi smo mutirali same te aminokisline v tem centralnem delu COMP-ja, ki je v bistvu to pozitivno nabito. In če recimo mutiramo ene zelo specifične aminokisline, potem do te vezave ne pride več. In ravno tako, če mutiramo zunanje te baze DNK, v bistvu se vezave še lahko, do te specifične vezave še lahko pride, če pa mutiramo te centralne baze v DNK, pa do te vezave ne pride. Tako da je ena specifična vez med temi centralnimi bazami in temi določenimi aminokislinami v tem proteinu. Kaj točno pa je, pa še ne vemo.
Potem imam pa še jaz 2 vprašanji, pa tukaj se še eno pojavlja. Moje prvo vprašanje bi bilo, ta kompi se najde še kje drugje, ima homologije s kakimi drugimi proteini? Ja, se pravi, najdemo ga povsod pri Neisseriji, tako pri patogenih kot tudi pri nepatogenih bakterijah. Ima pa tudi homologe pri ostalih bakterijah, ki imajo te pile tipa 4, recimo Helicobacter, Haemophilus, Pseudomonas in tako naprej. Zdaj, nimajo pa vse te bakterije tudi to specifično vezavo, točno to sekvenco, zaradi tega, ker druge bakterije imajo pa druge mehanizme, ki omejujejo privzem DNK-ja iz okolja. Imajo pa molekule namenjene prav vezavi DNK na samem vlaknu. Potem pa v zvezi z cepivom, cepivo na podlagi veziklov, je to malo bolj novejša tehnologija? To je tehnologija, ki so jo uporabili pri razvoju zadnjega cepiva Bexsero, proti meningokokom, proti okužbam z meningokokom B. Ne vem, če kaj poznate to cepivo, to je v bistvu bilo zdaj nekaj let, je že v Angliji na voljo, pa tudi mislim, da v Avstraliji. In takrat so v bistvu ugotovili, da v bistvu, če uporabijo te vezikli, potem je ta imunski odgovor tako zelo bolj močen in je v bistvu uspešnost tega cepiva dosti večja. In glede na to, da sta relativno podobni bakteriji, kljub vsemu tudi drugačni, smo v bistvu mi začeli s tem mehanizmom, bomo videli, kaj bo. Antigen je v veziklu ali na veziklu Na izpostavljen? veziklu, se pravi, Neisserija ima to možnost, da v bistvu med rastjo, ko v bistvu raste, v bistvu tudi izloča te vezikle, naravno izloča te vezikle. In če zdaj mi inženiramo pač to bakterijsko membrano tako, da vsebuje vse te komponente, ki jih želimo dati v samo cepivo, ne, potem bo ta bakterija tudi povzročala in naredila te vezikle z vsemi temi komponentami. Upamo, no, da bo to tako. Okej. Zdaj smo si privoščili kar diskusijo, ampak ste bili lepo v času, tako da še eno zadnje vprašanje. Pri razvoju cepiva, ali ste razmišljali o uporabi CRISPR-Cas sistema, ki bi mogoče lahko posredoval pri antimikrobni rezistenci? Ja, zdaj CRISPR-Cas je malo, v bistvu smo, ne za razvoj cepiva, ampak za boj proti rezistenci smo razmislili na CRISPR-Cas. Vendar problem je, da CRISPR-Cas v sami Neisseriji pri gonokoku, ne pri drugih Neisserijah, v bistvu ni aktiven. Nima v bistvu teh molekul, ki so del CRISPR-Casa, zato je CRISPR-Cas pri samem gonokoku težje uporabljati. Vendar ga pa zdaj razvijamo v laboratoriju, pač drugi moji kolegi razvijajo CRISPR-Cas za boj proti rezistenci pri drugih bakterijah. Zdaj pa mislim, da smo prav lepo odgovorili tudi na vsa vprašanja. Ana, še enkrat hvala lepa za tole super predstavitev. Tako da bom jaz šla na v bistvu naslednjo, bom napovedala našo naslednjo predavateljico. To pa je Hanna Weller, tudi iz Univerze v Oxfordu, je diplomirana mikrobiologinja iz okolice Celja, vendar je že leta 2014 začela potem svojo pot izobraževanja v tujini, in to v Univerzi v Nottinghamu, in je tam leta 2017 diplomirala kot najboljša študentka biotehniške fakultete in prejela nagrado za najvišje povprečje in najboljšo diplomsko raziskovalno. Po končani diplomi je prejela štipendijo raziskovalnega konsila za doktorski študij na Univerzi v Oxfordu in trenutno je v zadnjem letniku doktorskega študija, kjer na fakulteti za patologijo proučuje virus gripe, influence. In proučuje RNA polimerazo in
njeno interakcijo z encimom RAP11A. V svojem prostem času nam je povedala, pa se zelo rada sprošča v naravi, teče na dolge proge ali gre na enodnevne izlete, in to s fantom. Rada pa ima tudi mirne večere in branje knjig. In Hana, prosim še za vašo prezentacijo. Najlepša hvala za lep uvod in seveda za povabitev. Share screen. Okay. Lahko vidite mojo prezentacijo? Ja. Super. Zaenkrat še... Ja, evo ga. Zdaj mora biti. Ja, ni še čisto v onem zdaj pa je, ja, super. Okay. Super. Ja, kot je gospa Maja lepo predstavila, jaz bom govorila o interakciji med polimerazo virusa gripe A in pa celičnem proteinu RAB11A. Zato je mogoče veliko terminov, ampak bom začela malo z uvodom influence oziroma virusa gripe A. Torej, zelo kar popularna tema te dni. To je virus, ki ima ovojnico, kot vidite na levi strani, tu prikazujem schematično virus. In kot lahko vidite, znotraj te ovojnice virusa sestavlja 8 viralnih RNK genomskih zapisov. Tako kot mi ljudje, torej nas sestavljajo DNK, ta virus je RNK zapisan. In velika značilnost tega je, da kljub temu, da je RNK virus, se za reprodukcijo svojega genomskega zapisa potrebuje nukleus celice, torej to poteka vse v nukleusu. In kot zanimivost je tudi ta, da vsak ta RNK, vsak izmed teh 8 različnih genomov RNK, je v bistvu v formi ne pride kot zgolj samo genomski zapis, ampak je, kot je tu na spodnji ilustraciji prikazano, v bistvu zavit okoli drugega proteina virusa, nukleoprotein, mu rečemo, na koncu pa se veže na polimerazo, torej to je ta encim, ki je potreben za replikacijo celega genoma. In polimeraza je ta encim, ki naš laboratorij v bistvu zelo zanima. Mi raziskujemo to, rečemo ji RNK, odvisna RNK polimeraza, ali kot sem jo kasneje označila, kar z RORP na krajše, torej to samo pomeni polimeraza influenza virusa. In kaj natančneje preučujem jaz, je kako, se pravi, virusi so paraziti in za razliko od bakterij za svoje preživetje, če temu tako rečemo, in za svojo replikacijo in za svoj replication cycle potrebujejo naše encime, torej človeške celice. In mene zelo zanima, kako pri tem sodeluje celični RAB11. RAB11 protein je v bistvu v celicah, zelo zdravih celicah, značilen za to, da preko endosomov, ki so tu v ilustraciji, vidite narisani kot krogec, potuje čez citoplazmo celice in v bistvu je pomemben za transport vseh kargov, podobno kot recimo, če imamo kakšne napačno vezane proteine, ki jih celica želi izločiti. Ampak, ko pride do infekcije virusa, v tem primeru influenze oziroma gripe tipa A, virus to uporabi, ta mehanizem za svoj lasten benefit in v tem primeru uporabi te endosome, ki so vezani na ta RAB11, zato da lahko svoj lasten genom pripelje do membrane, kjer potem pride do narejenega novega virusnega partikla. In raziskave kažejo, da RAB11A in pa polimeraza sta v bistvu ta dva proteina, ki se med sabo prideta do interakcije. Ampak ne vemo točno, kako pride do te interakcije, kje na polimerazi poteka ta interakcija z RAB11, ker če bi to vedeli in če bi imeli nekako bolj natančnejši vpogled v interakcije med proteini, bi lahko imeli potem nove potencialne binding sites za antitherapeutics metode. Torej, to pomeni, da bi lahko namesto, da imamo zdravila, ki targajo te naše spike proteine, o katerih te dni veliko govorimo, ki se veliko rekombinirajo, se ves čas spreminjajo, bi lahko naredili zdravila proti nečem bolj conservative, se pravi proti nečem, ki se ne spreminja in bi to zelo
polajšalo naše delo pri vsakoletni produkciji raznih terapij. Torej, kot sem dejala, ta dva proteina, kaj vemo v njih je, da polimeraza in RAP11, za oba dva vemo, kakšna struktura je. Torej, oba dva proteina sta bila že kristalizirana in njuna struktura je znana. In kot vidite na levi strani, tu predstavljam polimerazo virusa gripe A, sestavljajo 3 važne domene. Mi jih rečemo PA, PB1 in PB2, torej polymerase acidic, basic 1 pa basic 2 domene. In vse to skupaj sestavlja polimerazo. In mene zdaj zanima, kako ta dva proteina, kje točno pride do interakcije med njima. In da sem to lahko dokazala, oziroma da lahko to raziskujem, sem uporabila princip izražanja in purifikacije proteinov. Torej v biokemiji, kaj lahko naredimo je, da uporabimo genski zapis, oziroma lahko izrazimo v različnih izraževalnih sistemih proteine. In jaz sem zato uporabljala SF9 insect cells pa E. coli bakterijske celice. Pri tem sem RAP11 tudi na N-terminusu in dala mu GST tag, to pomeni, da mu dodam tag, za katerega lahko potem imobiliziram svoj protein in ga kasneje purificiram. In kot vidite, oba dva proteina v tem primeru sta bila lahko uspešno izražena in purificirana, ne samo kot celotno polimerazo, pa sem želela izraziti tudi PB2, se pravi, kot sem pokazala, imamo 3 domene v polimerazi in nekatere raziskave v bistvu pravijo, da je PB2 v bistvu tisti, ki je interakcije z RAP11. In zato sem tudi izrazila samo PB2 domeno kot samostojni člen, ne kot celotno za polimerazo. Slednje sem naredila test, ki mu rečemo GST pull down. Jaz upam, da nisem našla pravilnega slovenskega izraza, ampak v principu, kaj delamo je, da zdaj ta RAP11, ki ima ta določeni tag, v tem primeru GST tag, lahko imobiliziramo na kroglice, kjer pride do interakcije med njima in tam postanejo intaktne. Ob imobilizaciji RAP11 potem lahko dodamo polimerazo ali pa samo PB2 domeno naše celotne polimeraze. In ko to dvoje skupaj imamo v tekočini, v bufferju, potem lahko dodamo trisiproteazo. Trisiproteaza bo naredila to, da bo ta tag odstranila od našega RAP11, torej to, kar nas zanima. In v upanju, da če pride do interakcije s polimerazo, bomo odstranili ves kompleks in potem lahko uporabimo SDS-PAGE analizo, kjer v bistvu lahko dobimo, glede na to, kako veliki so proteini, lahko razberemo, katere proteine imamo v kateri fazi tega eksperimenta. In upamo, da v bistvu bomo z razcepitvijo s 3C dobili celoten kompleks tako polimeraze kot pa RAP11 proteina. Kot prvo stvar, kar sem naredila je, da sem vzela izraženo polimerazo, ki je prišla iz gripa tipa A, in v tem primeru smo uporabili, kot sem tu malo daljši zapis influenze, ampak to je bil H3N2 virus, se pravi, vemo, da imamo več serotipov influenze A, ki se vsako leto spreminjajo, in ta izolant je bil H3N2, ampak je gripa tipa A. In kot vidite, z rdečim pravokotnikom sem označila, kje bi mi pričakovali, da vidimo polimerazo glede na njeno velikost proteina in kje bi potem tudi pričakovali, da vidimo RAP11, ki je tukaj označen z modrim kvadratom na levi strani, se pravi na levi sliki. In kot vidite, ne le, da se polimeraza veže na RAP11, ampak ko dodamo trisiproteazo, se tudi v bistvu izločimo in dobimo celoten kompleks polimeraze z RAP11 proteinov. In kot svojo negativno kontrolo vedno moraš preveriti, da seveda ne pride do prevelike interpretacije rezultatov. Sem tudi preverila, če se mogoče polimeraza veže na sam tag brez RAP11 proteina. In kot vidite na desni strani temu ni tako, saj polimeraze ne zaznamo, da se veže na GST tag, če ni prisoten RAP11 protein. Kot zanimivo me je to zanimalo, če v primeru kakšnega drugega serotipa influenze virusa, v tem primeru sem potem uporabila H1N1 influenzo, ki je zelo znana iz leta 1918 za naše prve pandemije pred 100 leti.
in ugotovila, da ne glede na serotip influenze tipa A, lahko dobim interakcijo z proteinom RAP11. S tem eksperimentom sem lahko dokazala, da se influenza virus polimeraza direktno veže na RAP11, torej da je interakcija med njima direktna in da je res polimeraza tista, ki skrbi za interakcijo med tem celičnim proteinom, ko pride do okužbe v našem telesu. Naslednje me je zanimalo, kje točno na polimerazi se ta interakcija dogaja, ker kot sem že prej omenila, če bi mi točno vedeli, kje pride do interakcije, bi potem mogoče lahko za zdravili to tudi targetili in bi v bistvu dobili nova zdravila, ki bi šli na polimerazo, ki je zelo conserved. To pomeni, da se med določenimi serotipi gripa A ne spreminja, je zelo enaka, medtem ko se spike proteini spreminjajo z vsakim serotipom influenze. Ker raziskave do zdaj kažejo, da je PB2 domena pomembna za to interakcijo, sem vzela tale model, ki ga je že prejšnji PhD študent v našem laboratoriju zasnoval. To pa pomeni, da je dokazal, da če v tem PB2 domeni, ki je sestavljena iz različnih subdomen, ki imajo svoje imena, in če v 627 domenu, ki je tu v rdečem, izbrišeš, torej odstraniš iz celotne strukture, še lahko vedno dobiš celotno polimerazo, lahko še vedno izraziš protein in ga purificiraš in ta polimeraza je še vedno aktivna in vitro, torej v tesnih tubicah. Jaz sem potem odstranila to 607 subdomenov od PB2 domene in pa hkrati naredila še en drug mutant, ki pa je poleg 627 domene, še manjkal mu mid-link in pa cap-binding domene, ki sta tu označeni z oranžno in rumeno barvo. In za uporabo teh dveh mutantov me je zanimalo, če bo moja polimeraza zdaj ne bo imela teh dveh domen, ali še vedno lahko se veže na RAP11 protein. Torej, da odgovorim na to vprašanje, sem naredila enak eksperiment za GST pull-downu kot s prejšnjo celotno polimerazo. In zanimivo sem ugotovila, da noben izmed teh mutantov zdaj se ne veže z RAP11 proteinov. In to v tem primeru, kar nam pomeni, je, da če grem nazaj na prejšnjo prosojnico, da je vsaj ta 627 domena, torej rdeča, je potrebna za interakcijo z RAP11. In to nam zdaj že da nek nov pogled na tem, kje na proteinu bi lahko prišlo do interakcije, kar postane zadeva zelo lažja, saj poznamo obe dve strukturi, tako RAP11 kot polimeraze proteina. Na to me je zanimalo, če bi mogoče samo ta PB2 domena od celotne polimeraze bila dovolj, da dobim kompleks RAP11. Torej, če izražim samo ta 1/3 celotnega proteina, bo dovolj za kompleks oziroma za interakcijo. Uporabila sem PB2 oziroma PB2 domeno, ki prihaja iz človeške gripe tipa A, se pravi enake, kot sem prej uporabila za celotno polimerazo, in ugotovila, da ja, da dejansko PB2 domena je dovolj za interakcijo z RAP11, torej da ne potrebujem prisotnosti celotne polimeraze za to, da pride do interakcije. Kar bi zelo olajšalo delo v strukturni biologiji, zaradi tega, ker bi kompleks teh dveh proteinov zdaj, ker imam zelo manjši kompleks, kot pa če bi imela celotno polimerazo, lahko uporabila za kristalografijo in dobila dejansko strukturo, ki bi mi povedala točno na levelu aminokislin, kje dejansko pride do interakcije. Kot zanimivost pa je bila ta, da sem poleg človeške PB2 domene izrazila tudi PB2 domeno iz ptičje gripe, torej prihaja iz ptičje influenze tipa A, H5N1 serotip. In v tem primeru sem dobila interakcijo z RAP11. Zdaj, kot tu na levi pokažem strukturo, ki je znana in je v database, to je struktura PB2 domene, in z rdečo sem označila ta 627 domena. In za to 627 domeno mi vemo, da je zelo pomembna pri influenzi tipa A, se je v bistvu host adaptation. To pomeni, da je glede na to 627 in particular 627 aminokislini, ki je lysin v človeku in pa glutamic acid v ptiči. Se pravi,
to pomeni, da se aminokislina spremeni, glede na to, kje influenza A virus, v katerem hostu je, se pravi, ali je v človeku ali v ptičjem hostu. In zdaj, ali je ta interakcija z RAB11 dejansko odvisna samo od te 627 aminokisline, ali pa mogoče od večjih, se pravi, tu sem z cyan color označila vse te aminokisline, ki so različne med človeško in pa ptičjo influenzo polimerazo. To bo mogla zdaj nadalje raziskovati. Seveda pa, kar nam je ta rezultat pove, je, da interakcija z RAB11 lahko specifična glede na gostitelja, v katerem je influenza virus. In to bi v bistvu lahko tudi zelo pomagalo pri razumevanju, kako lahko se virus, ki pride, zdaj tudi imamo zdaj pri koronavirus problem, ki pride iz gostitelja, kot so živali, ko preskoči species in pride v človeka, in kako se dejansko pride do mutacij, ki pripomorejo k temu, da potem je zmožen se ta virus reproducirati in preživeti v našem telesu. S tem bi rada povzela svoje delo. Torej, pokazala sem, da interakcija virusa gripe A oziroma polimeraze in pa RAB11 direktna, in da je dejansko polimeraza tista, ki je odgovorna za interakcijo z virusnimi ribonukleoproteini v influenzi virusu. Natančneje, 627 domena od PP2 je tista, ki je pomembna za interakcijo, in če izražimo samo to, tudi zadostuje za interakcijo z RAB11. In pa kot zadnje sem tudi dokazala, da je RAB11A interakcija verjetno specifična za gostitelje. Torej, da pride do spremembe, ali imamo influenzo iz ptiča oziroma z človeka. S tem bi se seveda rada zahvalila vsem sodelujočim v mojem projektu. To je posebej na Duns School of Pathology, moj mentor, moj PhD mentor Erin Fodor in pa celotnem laboratoriju, ter pa mojemu drugemu mentorju z Department of Structural Biology, tudi z Univerze v Oxfordu, profesorju Jonathan Grimesu, in pa seveda vsem vam poslušalcem, ki ste prisotni, in pa vtisu za povabitev. Če ima kdo kakšnokoli vprašanje, seveda na danes besedo. Ja, Hana, najlepša hvala za tole predavanje. Po eni strani zelo on time, zato ker če bi bilo vse po sreči, bi zdaj imeli sezono gripe, je pa drugače. Tako da imamo prvo vprašanje. A nam mogoče lahko poveste kaj več, kako virusni genom pride v jedro gostiteljske celice? Seveda. Gre za več različnih proteinov v našem telesu, ki so potrebni za vsak korak genoma. Se pravi, da mi dejansko dobimo genom v celico, je v CRMX kompleks, se pravi drug protein in pa RAN protein. Se pravi, na nasprotju z RAB imamo RAN in te so potrebni za import v nukleus, medtem ko te so potem potrebni za sam eksport. Torej gre za različne, mi jim rečemo GTPase proteini, to so proteini, ki so potrebni za presnovo raznih proteinov izven in v nukleus. In v primeru influenze, tu gre za RAN proteine in pa tudi v soglasju z virusnimi proteini, v tem primeru z matrix protein M1. Pardon za, nisem glih biologije, nikoli v slovenščini študirala, tako da se opravičujem za mojo, Ja, tudi zato so dobri ti kongresi, da je človek malo prisiljen najti spet slovenske izraze. Še eno vprašanje imamo. Ali obstojajo homologne interakcije z RAB proteinom med vezanjem z drugimi virusi? Ja, je dokazano, da pripomore z RNK virusi, tudi drugimi, ne samo kot double-stranded, ampak tudi kot single-stranded RNK virusi, in pa tudi za nekaterimi določeni DNK virusi, kot na primer HIV virus. Je velika raziskovalna oziroma velik spekter virusov, ki dejansko uporablja RAB proteine. Ampak je razlika med RNK in DNK in pa je tudi razlika v uporabi, če govorimo o single-stranded RNK virusu kot influenza in pa double-stranded, oziroma če je
segmenti virusa, torej kot je v influenzi, ko imamo 8 segmentov, ki morajo priti noter, ali je samo enojen, kot bi bilo pri koronavirusu, ki ima samo en RNK zapis. Ja, meni je bilo zelo všeč v vašem predavanju to, da smo videli, da v bistvu za ta prehod med gostitelji seveda je zelo pomembna variabilnost v tem spajku, v tistem proteinu, ki ga virusi uporabljajo za pritrjanje, ampak da pravzaprav z skoraj čisto vsakim svojim proteinom se mora virus nekako prilagoditi na novega gostitelja, in da zato ta preskok pravzaprav ni tako lahka naloga, na našo srečo. Še eno vprašanje bomo pogledali. Kaj ta direktna vezava pomeni za downstream signaling? Aha, ta direktna vezava med obema partnerjema, ki ste jo opisovali. Saj ne vem točno, kaj ste mislite za downstream signaling. Se pravi, da se direktno veže, to bi v našem primeru lahko pomenilo, da če vemo, da k temu ne pripomore noben drug celični faktor, da lahko dejansko, če razmišljamo bolj široko, če bi bilo to v uporabi za antiviral therapeutics, lahko dejansko damo targeting samo to interakcijo, se ne rabimo zavzemati za kakšne druge kofaktorje, ki bi bilo za to potrebni, ker če bi prekinili, ko bomo izvedli točno, katere aminokisline so pomembne na obeh, tako RNK polimerazi kot na RAP11, če lahko v bistvu naredimo nekako stop this interaction, brez da v to vključimo druge celične faktorje, bi to zadostovalo, da v bistvu genom ne bi bil transportan na celično membrano in potem posledično se novi influenza virusa partikel ne bi assemblali. Pa še eno ne vem točno, kaj je bilo mišljeno za downstream signaling, ampak. Jaz sem si predstavljala, da bo to vam več povedalo. Drugače pa Neža, če ni bilo čisto odgovorjeno, lahko še enkrat napišete pod vprašanje. Midva pa greva k naslednjemu, malo povezanemu z COVID-om. Ali je ta prehod virusnega genoma v jedro gostitelja specifičen za RNK influence, ali pa bi tudi mRNK iz COVID-nega cepiva lahko prišla v jedro celice? Se pravi, influenza gripe A je RNK virus. Za RNK virus je specifično, da pride do replikacije v citoplazmi, torej se ne reproducirajo v nukleusu. In to je specifično za influenza virus, je kot nekak exception, da zato potrebuje nukleus in uporablja proteine naših celic, da uporablja naše nukleusko jedro naše celice. In to je neka posebnost influenza virusa. Zato so tudi danes raziskave v nukleusu in predvsem za polimerazo tako zelo pomembne, zaradi tega, ker vse, kar se dogaja v jedru, je vse bolj conserved in bi lahko za nove terapevtske metode. Kar se tiče mRNK, verjetno to zdaj mišljeno za, ne vem, zdaj to mišljeno kot za vaccine mRNK, ki ga uporabljajo za Ja, za cepilno, ja. Se pa reprodukcija ne dela v nukleusu. Je single-stranded RNK virus, ki kot vse ostali RNK virusi za svojo reprodukcijo in za svoj mehanizem uporabljajo citosol naše celice, ne nukleus. Tako, okej. Hana, najlepša hvala še enkrat za vaše predavanje. Najlepša hvala vam. Jaz bom napovedala našega naslednjega predavatelja. To pa bo dr. Boštjan Kobe iz Univerze v Queenslandu. Je profesor strukturne biologije na Australian Laureate Fellow v University of Queensland, Brisbane. Diplomiral je iz kemije na Ljubljanski univerzi in doktoriral potem na University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu, ZDA.
Njegov laboratorij uporablja metode strukturne biologije, predvsem kristalografijo in elektronsko mikroskopijo za razumevanje mehanizmov delovanja proteinov s funkcijami v različnih procesih okužbe in imunskega sistema. Imel je kar nekaj funkcij in dobil veliko različnih nagrad. Bil je recimo od 2012 do 2014 predsednik Avstralskega društva za kristalografijo. Od nagrad pa bomo omenili Minister's Prize for Achievement in Life Sciences leta 2001, Australian Research Council Federation Fellowship leta 2005, Roche Medal skupaj z priznanjem Avstralske biokemijskega društva leta 2009 in Beckman Coulter Discovery Award leta 2018, pa še ARC Laureate Fellowship leta 2018. Leta 2018 je postal tudi član Avstralske akademije znanosti, letos pa je dobil priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije. Je avtor več kot 250 člankov tudi v najvišje rangiranih revijah tipa Nature in Science. Zdaj, Hanino predavanje je bil že nek lep uvod, se mi zdi, v vaše, ker je bilo že kar nekaj strukturne biologije, tako da lepo prosim še za vaše predavanje. Najlepša hvala za priložnost, da tlele povem kaj malo o svojem delu. Sem pa zgubil svoje prezentacije nekje. Ja, ne, se je že našla. Ok. Si vidite tole? Vidimo in slišimo. Vse ok. Ja, tukaj smo sred noči v Avstraliji, tako da če gre kaj narobe, bom na to krivil. In tukaj je tudi poletje, tako da nimamo kaj zelo od gripe, pa tudi s covidom smo razmeroma v redu trenutno. No, tukaj je Brisbane. Tukaj sem že zadnjih 20 let in je eno tako lepo subtropsko mesto, tako da zato se nisem nikamor premaknil že nekaj časa. No, jaz bom začel najprej malo na splošno o strukturni biologiji. Jaz sem strukturni biolog in bom malo povedal, zakaj jaz mislim, da je strukturna biologija pomembna. Potem bom pa povedal malo o našem delu, specifično o naravni imunosti in toll-like receptor. No, strukturna biologija v bistvu pomeni, da določimo strukture makromolekul in proteinov in zato že 50 let uporabljamo metodo rentgenske kristalografije, ki so jo že prejšnji predavatelji omenili. So pa še druge metode, in sicer jedrska magnetna rezonanca je ena druga metoda. Problem je to, da deluje samo na majhnih makromolekulah. Vedno več se pa zdaj uporablja krioelektronska mikroskopija. In to smo tudi mi začeli veliko uporabljati in bom malo o tem povedal. In zakaj uporabljamo te metode? Zato, ker funkcija proteinov temelji na njihovi tridimenzionalni strukturi. Če poznamo tridimenzionalno strukturo teh makromolekul, potem lahko razumemo, kako delajo svoje funkcije. Ta oblika pride od tega, kako se zaporedje aminokislin nekako zvija v prostoru in potem to nam nekako da funkcijo. In tle sta samo dva primera, recimo, če imamo encim, ima tle en žepek in tle se substrat veže in potem, če vemo tridimenzionalno strukturo, potem lahko razumemo, kako ta reakcija poteka. Tukaj spodaj je pa transkripcijski faktor, 53, ki se veže na DNA in potem, če določimo strukturo, lahko vidimo, kako se veže na DNK. No in zakaj, poleg tega za razumevanje funkcije, zakaj je še to pomembno? Lahko nam to pomaga tudi pri razvoju zdravil,
ker če poznamo tridimenzionalno strukturo, potem lahko nekako bolj racionalno nekako delamo dizajn zdravil, structure-based drug design. Pomembno je tudi razvoj cepiv, da poznamo strukturo antigenov in kako potem se naredi ta imunski odziv. Potem pa lahko so še druge stvari, naprimer včasih lahko naredimo nove oziroma modificiramo proteine za različne aplikacije in tako tudi zaradi tega, da razumemo, kako se nekako te proteine izvijajo in kakšne so njihove fizikalne lastnosti. No, rentgenska kristalografija poteka na ta način, da moramo najprej narediti kristal, ki z makromolekularnimi ponavadi ni zelo lahko. In kristal pa zato rabimo, da lahko potem zmerimo difrakcijo. In potem iz te difrakcije lahko potem izračunamo nekaj, kar se imenuje elektronska gostota, in to nam potem pove, kje so atomi v tem kristalu, in iz tega dobimo potem model tridimenzionalne strukture. Danes vse to poteka z računalniki, ampak 50 let nazaj so mogli pa takele fizikalne modele zgraditi, ki ga vidite tukaj zgoraj. No, v zadnjih 5 ali pa 10 letih se je pa zelo razvila oziroma zboljšala metoda krioelektronske mikroskopije. Včasih so bili problemi s tem, da nismo imeli velike ločljivosti, je bilo tako, da nismo mogli videti posameznih atomov, pa to, da je samo delovalo na zelo velikih makromolekulah, naprimer virusih. Ampak v zadnjem času se različne zboljšave, tehnološke zboljšave nam pomenijo, da zdaj lahko dobimo v bistvu atomsko ločljivost, boljše kot 2 angstroma, in da lahko tudi zelo majhne proteine, manjše kot 100 kilodaltonov, vidimo s to metodo. Za razliko od kristalografije tukaj ne rabimo kristalov, ampak damo raztopino gor na tako mrežico, potem to na hitro zmrznemo in potem direktno lahko vidimo proteinske molekule, ker so nekako raztopini v takem, ker so različnih, ki vidimo z različnih smeri, lahko potem v bistvu nekako sestavimo tridimenzionalno strukturo, tako da, ker imamo različne, vidimo z različnih smeri in na koncu spet dobimo tridimenzionalni model. No, en pomemben projekt, ki smo mi že zadnjih 10 ali pa več let se zelo koncentrirali, je naravni imunski odziv. In tukaj je en tak zelo simplističen prikaz naravnega imunskega odziva v različnih organizmih. In tukaj vidite, da ljudje in sesalci imamo zelo da so molekule, ki delujejo, so podobne kot naprimer v takih organizmih kot rastline. Imamo naprimer receptorje v membrani, ki nekako prepoznajo nekaj iz patogena in povejo celici, da se mora odzivati. In potem so tudi drugi, ki so v citoplazmi, ki prepoznajo nekaj, ki patogeni dajo v citoplazmo celic. In naprimer toll-like receptors so takele, toll-like receptorji so v membrani in prepoznajo patogene na eni strani celice in potem naredijo odziv v citoplazmo. In predvsem danes se bom skoncentriral na toll-like receptor 4, ki prepozna lipopolisaharid iz gram-negativnih bakterij in potem aktivira ene proteinske kinaze v celici in to na koncu vodi do aktiviranja enega transkripcijskega faktorja, NF-kappa-B, in potem se naredijo molekule, ki sprožijo vnetje. In nas je predvsem zanimalo, kaj se zgodi na tej strani membrane. Vedeli smo 10 let nazaj že,
kaj se zgodi na tej strani membrane, kako se liposaharid prepozna, ampak potem, kaj se zgodi pa na tej strani, se pa ni vedel. In predvsem tole receptor imajo ene domene, ki se imenujejo tir domene, in potem se vežejo na ene druge proteine, ki imajo tudi tir domene, to so adaptori MAL in MyD88, naredijo en tak kompleks in na koncu to prinese skupaj tele MyD88 ima tudi ene druge domene, ki se imenujejo death domain, in potem te privlačijo ene proteinske kinaze in tako se potem te proteinske kinaze aktivirajo. No in predvsem se je nekako vse začel z enim študentom, Petrom Lavrenčičem, ki je Avstralec slovenskega porekla, ki je študiral tale adaptor MAL za metodo NMR in je bil zelo sfrustriran, ker takoj, ko se je ta raztopina kako malo stoplila, je protein se oboril. Tukaj vidimo, da imamo raztopino tle, ampak če pa samo s prsti malo pogreje, potem vidimo, da postane kalna in se protein obori, ampak je potem ugotovil Peter, da če da to nazaj na led, da potem gre to nazaj v raztopino. In on je potem lahko delal svoje NMR raziskave, ampak Thomas Ve je pa napravil ta pomemben eksperiment, ker nam je to nekako povedal, da to ni nekako eno denaturiranje, ali ne vem kaj, da mora biti to nekako en biološki proces, če gre, da se obarja in potem nazaj v raztopino. In res, Thomas je dal tisto oborino na elektronski mikroskop, pogledal z elektronskim mikroskopom in najdel ene filamente, ena vlakna. Torej, ta MAL protein, to je bil zdaj ta MAL protein, ta adaptor tukaj vmes, dela ene take filamente. Potem, ker MAL deluje med TLR4 in MyD88, je potem Thomas pogledal, kaj se zgodi s TLR4, sam ni delal nič, ampak če je TLR4 tir domeno dodal malo, potem je dobil vlakna pri nižji koncentraciji, to sprav, da je nekako TLR4 stimuliral, da so se tele vlakna delala. In sicer ta vlakna zdaj so imela pa oba proteina noter, MAL in TLR4. In potem naslednji od spodaj je MyD88 in Thomas je tudi ugotovil, da se, če doda MAL k MyD88, potem se tudi spet tvorijo ene stvari, ki se v bistvu izkažejo, da so to mali kristali. In to je vse v preveti in to tudi možno, da se te kompleksi delajo v celici in to je, smo delali različne eksperimente, ampak to je en tak, samo kot primer, ki lepo pokaže, da se to podobne stvari tudi delajo v celici. Če izražamo MyD88 v celicah, potem dobimo včasih ene take velike komplekse. Tukaj vidimo fluorescentot. Četrt celic dobimo ene take velike komplekse. Pa če dodamo MAL zdaj v teh celicah, potem pa skoraj vse zdaj začnejo delati take velike komplekse. To spravi, da se nekako je podobna stvar, je tudi možna v celici. Potem smo šli določiti strukturo teh vlaken MAL in vidimo, da je to en tak cilinder in ima 12 ponovitev tega, kar mi imenujemo protofilament. Vsak protofilament so nekako ene take dve kolone MAL molekul, ki grejo od glave do repa, nekako tako v eno smer in potem so dve tako nekako zamaknjena. In ta struktura je bila samo 7 angstroma ločljivosti, ampak ker smo imeli že strukturo posameznih molekul, malo smo potem lahko to nekako ustavili tle noter in nekako dobili tak atomski model tega vlakna. In to smo objavili 2017 in takrat smo nekako predstavili en tak model, kako naj bi to delovalo, ko se lipopolisaharid veže na eni strani membrane, potem se te domene vežejo, tako nekako na ta način, kot smo videli z MAL, potem to je nekako osnova, da se potem MAL začne na te podlage na isto strukturo, na isti način vezati in potem
MyDNA tir domene na isti način in potem to skupaj prinese tele death domain z MyDNA in potem to aktivira proteinske kinaze. No in zdaj, danes bom povedal še, kakšne so strukture tistih ostalih dveh kompleksov, ki smo jih našli že takrat 2017, in to je še neobjavljeno, ampak smo zdaj končno dobili strukture obeh. In bom začel s temi MyDNA tir domene mikrokristali, ki smo jih našli. In sicer te kristali so bili tako majhni, da nismo mogli tele konvencionalne rentgenske kristalografije uporabljati. Smo uporabljali dve metode paralelno. Prva se imenuje mikroelektronska difrakcija, kjer namesto rentgenskih žarkov zdaj uporabljamo elektrone in lahko potem iz zelo majhnih kristalov dobimo difrakcijo. Potem v bistvu to deluje na isti način kot rentgenska kristalografija. Tukaj so nam pomagali Hongyi Xu in Max Kleber iz University of Stockholm. In istočasno smo pa uporabljali eno drugo metodo, ki se imenuje serialna femtosekundna kristalografija. To je v bistvu ena inačica rentgenske kristalografije, ampak uporabljamo ene take zelo močne rentgenske žarke, pulse rentgenskih žarkov, tako močne, da dobimo difrakcijo tudi zelo majhnih kristalov, kot smo jih imeli mi. Ampak zdaj, te rentgenski žarki so tako močni, da se kristal takoj eksplodira, ampak preden eksplodira, dobimo eno difrakcijo. In tako v bistvu, kako to deluje, da v bistvu mi streljamo tele kristale v tele rentgenske žarke in potem iz vsakega kristala dobimo eno difrakcijo, ampak ker so kristali potem v različnih orientacijah, potem lahko dobimo cel set podatkov. In tako na koncu smo rešili obe strukture. Ta prva je prišla mikroelektronska difrakcija, triangstrema rezolucija in potem s pomočjo te smo potem rešili drugo metodo, ki je potem smo dobili večjo ločljivost, boljšo ločljivost 2,3 angstrema. Obe strukture sta v bistvu popolnoma enake, razen enih majhnih razlik, in sicer to je verjetno zaradi tega, tukaj recimo ene aminokisline imajo malo drugačno strukturo, zaradi tega, ker tale SFX deluje pri ambientni temperaturi, potem ko mikroelektronska difrakcija je pa v zmrznjenem stanju. Verjetno zaradi tega. Ampak obe strukture so nam povedale, da je v bistvu MyDNA tir domene se nekako naredijo kompleks na popolnoma enak način, kot smo predvideli prej na podlagi mal strukture. Tukaj je superpozicija teh, vidite, da nekako se združijo čisto na popolnoma enak način, ampak v primeru mal potem se nekako teli protofilamenti naredijo en tak cilinder, medtem ko v MyDNA potem dobimo eno tako ravno rjuho teh protofilamentov. In ker struktura MyDNA tir domene, preden se veže v ta kompleks, je bila že znana, potem vidimo, da so ene velike konformacijske spremembe, ko se veže v ta kompleks, in to nam tudi potem razloži, kako se v bistvu ta vezava deluje, da imamo telekonformacijske spremembe, ki nam nekako dajo eno kooperativnost v to vezanje. Najprej se molekule vežejo tam, kjer ni treba velike konformacijske spremembe, potem za naslednji korak pa rabimo eno konformacijsko spremembo in zato dobimo tole kooperacijo, ki se to veže, in zato ima ta vezava, ta kompleks in take posebne lastnosti. No, ta druga struktura, ki jo bom na hitro omenil, je pa TLR4 in mal kofilament. To je pa delo Jeffa Nansona, postdoktoranta v laboratoriju. In on je, nismo vedeli prej, ampak v bistvu smo imeli nekako dve različne strukture zmešane v tej raztopini.
In potem je Jeff rešil strukturo obeh. V obeh primerih imamo zdaj mal protofilament, ki je tlele vijolčasto, in vmes TLR4 tir domene nekako eno kolono. Ampak v primeru tele strukture potem imamo dve ponovitve tega in v ta drugi primeru imamo pa tri ponovitve, ki se nekako veže na tako trikotno strukturo. V obeh primerih mal ima popolnoma enako strukturo in enako, kot smo prej videli v mal filamentu samem. Vmes imamo pa TLR4, samo eno kolono tega, se ne more nekako vezati ob strani, ampak kako se veže v ene koloni, je pa spet na popolnoma isti način, kot se mal v svojem protofilamentu. In potem, ker imamo te dve različne strukture, potem smo mogli ugotoviti, kjera vezanje med TLR4 tir domeno in mal je ta pomembno, in ta bolj podobno v obeh strukturah je tale interface 2, bolj podobno kot in tudi zdaj smo naredili mutacije in tako naprej, in ta je ta pomemben verjetno za kako se te stvari vežejo v celici. Tako da nas to prinese do malo spremenjenega modela. Prej smo nekako predvideli, da se TLR4 se bo začel, da se bo nekako vse bo šlo se bo vezalo v eno smer, ko se ta kompleks dela, zdaj pa vidimo, da se TLR4 nekako nukleira, tale mal kompleks nekako iz strani. In potem imamo nekako dve možne inačice, se potem MyD88 gre potem v eno smer, ali se pa tudi nekako nukleira za strani, in to pa trenutno študiramo. No in še končno, na hitro bom omenil, večina tolek receptor delujejo z mal in MyD88 adapterji, ampak v določenih primerih pa se eni drugi adapterji uporabljajo TREM-PA-TRIF, in ali naši modeli z mal in MyD88 ali so tudi pomembni za TREM-PA-TRIF, in to je pa Andrew Hedger, doktorski študent v laboratoriju, je tudi ugotovil, da TREM tudi dela tale vlakna, in je pred par tedni končno določil strukturo tega TREM filamentov. To več let je poskušal, ker smo imeli par tehničnih problemov s tem, da imamo 6 angstromov ločljivosti, in to nam spet pokaže, da TREM tir domene se pa tudi veže na strukturno popolnoma enak način v te protofilamente kot v primeru mal. No in to je pa en tak splošen model, kako ta signaliziranje tukaj deluje in zakaj je to dobro. Prav v bistvu, kaj se tukaj dela, je, da imamo nekako nukleirano kompleksiranje, ki za razliko od nekako klasične signaliziranje, ki imamo nekako v stopnjah amplifikacijo signala, se tukaj naredi en tak velik kompleks, tako da imamo v bistvu, da se to nekako spremeni od on-off in lahko dobimo velik signal naenkrat. In efekt je pa ta, da skupaj prinesemo ene encime in potem te encime se lahko aktivirajo en drugega, in to deluje dobro za kinaze in za proteaze in take encime. No in zato sem imel takole ogrodje v ozadju mojih slajdov. No in končno sam par povzetkov. Na splošna funkcija makromolekularnih temelji na njihovi tridimenzionalni strukturi in lahko pomaga tudi drugim aplikacijam. V primeru tir domen, ki sem o njih govoril, te tvorijo filamente in ta naravni imunski odziv na splošno temelji na tem signaliziranju, ki ga imenujemo SCAF, Signaling by Cooperative Assembly Formation. Potem nekaj, kar nisem govoril o tem, imamo tudi tir domene v drugih proteinih, naprimer SARM1, ki deluje v možganih in rastlinskih naravnih rastlinskih receptorjih v naravnem imunskem odzivu. In v teh primerih imajo tir domene tudi encimsko aktivnost, ki deluje na podoben način prej, tako da tir domena je sama lahko tudi encim.
In te strukture nam bodo, upam, pomagale razviti zdravila proti kroničnim boleznim vnetja. Tako veliko ljudi nam je pomagalo in delati na tem študiju in upam, da je še malo časa za kakšno vprašanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala še iz moje strani. Ja, lep zaključen slajd. Ja, to je bilo zdaj eno od tistih slavnih strukturnih predavanj, ampak najlepša hvala za te razlage, predvsem za začetek, kakšne vse možnosti imate priti do struktur in kako se to izboljšuje. Medtem, ko čakamo na prvo vprašanje imamo, potem bom pa še jaz moje. Kakšen LPS ste uporabili v svojih poskusih? Mogoče. Ja, problem je z lipopolisaharidom, zato ker je v bistvu je nekako se ga najde povsod, kakršnekoli eksperimente s kakršnekoli celincami je zmeraj malo lipopolisaharida, tako da moraš biti zelo previden, ko delaš te eksperimente, da ni to samo ta nečistoča, da nas spodbudi te signalizacije. Mi delamo stvari v provetah, tako da in v bistvu nobenih mojih eksperimentov ni bilo direktno z lipopolisaharidom, ampak naši sodelavci, na primer v 5. nadstropju, Kate Stacey, oni zelo veliko morajo narediti, da ni nobenega lipopolisaharida kot nečistoča, ko delajo tele njihove signalizacijske eksperimente, ko preverijo naše mutacije na podlagi strukture in take stvari. Ampak to je zelo pomembna stvar, ker je zelo veliko literature glede signaliziranja s temi receptor 4 je problematične zaradi tega, ker verjetno so imeli malo lipopolisaharida tam kot nečistočo. Se pravi, v vaših eksperimentih ne dodajate LPS-a zraven, ko... Ja, za naše strukturne raziskave v bistvu mi izražamo svoje proteine v tem primeru v Escherichia coli, v bakterijah. V bistvu delamo kompleksne in strukturne stvari, ni treba spodbuditi s lipopolisaharidom. Lipopolisaharid rabimo, če imamo cel receptor. Ker je to tam bolj že na drugem nivoju, kot vi delate. V našem primeru pa lahko malo poenostavimo stvari in samo izrazimo samo ter domeno, tako da ni treba delati s celim receptorjem. Potem pa eno vprašanje, mogoče ste že celo malo odgovorili, kaj pa je funkcija teh filamentov v celici? Ja, to sem najbrž malo prehiter na koncu, ni bilo dosti časa, nisem dobro razložil. Funkcija je to, da se delajo eni taki veliki kompleksi. Zdaj, izkaže se, da so to v glavnem nekaki filamentni vlakna, kompleksi, to v primeru Tolex receptor, isto v primeru Caspase. Ampak bistvo je v tem, da ta filament je potem nastane en zelo velik kompleks. In ta zelo velik kompleks se lahko zelo hitro zgradi in prinese skupaj veliko teh encimskih domen. In potem encimske domene, ki pridejo skupaj, se potem aktivirajo in se potem nekako lahko aktivirajo naenkrat. In to sem hotel poudariti, da to je pomembno v teh signalizacijskih poteh, tega, ker v bistvu rabimo nekako, ne tako, da se počasi amplificiramo, ampak da se nekako, ko je dovolj signala, da naenkrat dobimo en velik v bistvu kot ena amplifikacija signala, ne?
Ja, da odziv je, da nekako iz majhnega signala lahko dobimo velik odziv. In to kar naenkrat, ne, direktno. In to zgleda, da tale SCAF mehanizem, da je nekako zelo kompatibilen s temi signalizacijskimi poti, naprimer v naravni imunosti, v celični smrti, gleda, vsi delujejo na ta način, medtem ko recimo kakšne druge, recimo, če imamo pa G-protein coupled receptors, da je pa nekako bolj sekvenčno, bolj nekako počasno amplificiranje, da deluje boljš v tistih primerih. Ne. To je razlika in to je ta glavni vzrok za to, zakaj se ti filamenti tvorijo. Super. Prav, ker zdaj zaenkrat nimamo več vprašanj in ker smo lepo v času, bi se jaz še enkrat zahvalila za to lepo večerno predavanje in hvala, da ste se nam pridružili kljub pozni uri. In bi s tem v bistvu zaključila z moje strani sekcijo, bi se zahvalila vsem udeležencem, vsem predavateljem in bi besedo predala nazaj Neži. Najlepša hvala predsedujočim in panelistom za ta zelo zanimiv panel. Vse bi vas povabila, da diskusijo nadaljujete na Slacku, ki smo ga pripravili za ta simpozij in ste vabilo dobili ob prijavi na simpozij. S tem pa pravzaprav zaključujemo letošnji simpozij, prvič virtualno. Rada bi se zahvalila vsem predsedujočim in govorcem, ki so sodelovali na tem simpoziju, da so se odzvali našemu povabilu, z nami delili svoje znanje in pravzaprav po njihovi zaslugi smo imeli ta super dogodek. Vsem, ki ste lahko in še niste člani društva Vtis, bi vas povabila, da se nam pridružite, tistim pa, ki ne morete biti, pa da nas spremljate na vseh naših omrežjih in naših spletnih strani, saj je večina naših dogodkov javnih. Sedaj pa bi se rada zahvalila še vsem, ki so sodelovali pri organizaciji. Najprej MIZŠ za sodelovanje pri organizaciji, posebna hvala pa seveda soorganizatorjem iz Vtisa, Besni Makovšek najprej, ki je pravzaprav vodila ta projekt in za ves čas, ki ga je vložila v to, potem pa še Boštjanu Viharju, Kristi Hodak, Manci Konaver, Neži Ribarič in Timo Webru. Hvala vam za ves vaš čas in entuzijazem, ki ste ga vložili v ta dogodek. Sedaj pa hvala seveda tudi vsem, ki ste nas spremljali. Sedaj pa vas vabim vse in upam, da se nam boste pridružili tudi govorci na zaključek z mreženjem. Link do mreženja smo ravnokar delili v chat funkciji. Prav tako ga najdete tukaj in s tem pravzaprav zaključujemo letošnji simpozij. Hvala vsem, ki ste bili z nami in upam, da se vidimo na katerem izmed drugih Vtisovih dogodkov ali simpoziju naslednje leto. Hvala vam in se vidimo na mreženju.